Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Do predsedniških volitev je samo še 26 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Veleposlanik Tone Kajzer se ima za svoj odpoklic zahvaliti lastni neumnosti in svojemu strankarskemu šefu Janši. Če v varovani sobi že fotografira depešo, mora to storiti tako, da se ne vidi takoj, kje je bila fotografija posneta. In če Janša potem to fotko objavi na družbenih omrežjih, naj to stori tako, da ne bo jasno razviden vir. Simple, brez teorij zarote. Sedaj pa se lotimo 14. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Faktor intervju Matej Tonin, pogovor s poslancem in predsednikom Nove Slovenije. Včeraj je še minister za obrambo, danes pa ponovno opozicijski poslanec. Naš posebni gost je poslanec Državnega zbora in predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. Matej, toplo pozdravljen ponovno v oddaji Faktor. Dober večer, lepo pozdravljeni, lepo je spet tukaj ponovno gostovati. Ja, me veseli, tudi mi smo veseli, da te lahko ponovno gostimo. Matej, če se strinjaš, bi kar nadaljevala tu, kjer sem jaz začel v uvodu. Ti si bil član vlade, ki je predlagala v imenovanje veleposlanika Toneta Kajzerja v ZDA. Predsednik republike se je s tem strinjal, vemo, kaj se je zdaj zgodilo, pa me zdaj zanima, če za nazaj pogledaš, ti je mogoče kaj žal, da si se takrat s tem imenovanjem strinjal. Ni mi žal, gospod Kajzer je bil vrhunski karierni diplomat in na nek način, potem, ko je upravljal tudi funkcijo državnega sekretarja in prav državni sekretarji so v preteklosti tudi dobivali vedno najboljša diplomatska ali pa najbolj odgovorna in najpomembnejša diplomatska mesta, tako da je bilo to na nek način pričakovano in normalno. Ok, pustiva zdaj gospoda Kajzerja, ni to najin problem. Predlagam, da začneva s temo teh oklepnikov Boxer. To je ena izmed, se mi zdi, zdaj ta hip vročih političnih tem v državi. Vemo, kakšen je bil scenosled. Ti si v funkciji obrambnega ministra v bistvu pripeljal ta posel do zaključka, ki ga je, mislim, začela že tvoja predhodnica ministrica Katičeva takrat. Zmagovalec volitev Robert Golob, zdajšnji predsednik vlade, je takrat nasprotoval temu podpisu pogodbe, ampak ti kot resorni minister in takratni predsednik vlade Janez Janša so se vseeno odločila za podpis pogodbe za nakup oziroma dobavo teh 45 oklepnikov tipa Boxer. Pa me zdaj najprej zanima, zakaj je bila takrat taka odločitev, da se gre do konca s tem poslom oziroma da se pogodba podpiše. Kot ste sami dejali, se je ta zgodba začela odvijati že v času Cerarjeve vlade leta 2017. Potem se je Šarcem prvič in zahtevo in pa izsiljevanjem Levice prvič zamrznila. Ko je naša ekipa prevzela dolžnosti, smo najprej vse preverili za nazaj, ali je bil postopek dober in pravilno peljan, in ko smo ugotovili, da je bilo vse ok, in da so to tiste vozila, ki jih seveda Slovenska vojska potrebuje, smo s postopkom nadaljevali. In ta postopek preverbe je bil na nek način poleti 21 končan, torej smo porabili slabo leto. In 27. maja 2021 je bila sprejeta odločitev, da gremo v program Boxer v okviru organizacije OCCAR. No, tu dalje pa najverjetneje oba dva poznava vso tisto kalvarijo, ki jo je povzročila Levica z vsemi možnimi blokadami. In ko danes učita, kako je bila ta pogodba podpisana v zadnjih izdihljajih te vlade, jaz jim odgovarjam, če ne bi Levica to blokirala in nas zaustavljala, bi bila že podpisana leto dni nazaj, torej poleti 2021, in bi danes lahko že pričakovali prve Boxer vozila. In še ena stvar, ki je potrebno dodati, 11. maja, ko je bila ta pogodba podpisana, je imela vlada polna pooblastila, zaradi tega, ker je bila konstitutivna seja Državnega zbora
13. maja. Ampak zdaj smo se na nek način zgodbe lotila na sredini, jaz bi jo vendarle odluščil pa olupil od samega začetka, da sploh pridemo do poante, zakaj se je Slovenija odločila za boksarje. Lahko, ampak sam predtem bi te še pod vprašanje dal. Ti si že dolgo časa v politiki, ne? Veš, kakšne so bile težave zmerom, ko je Slovenija na nek način pač šla v nabavo te vojaške opreme ali pa vojaških sistemov. Veš tudi, kakšni so bili problemi s prejšnjimi osemkolesniki s Patrijami, ne? Glede na to, da se je pač ta podpis pogodbe, kot si sam povedal, zaradi nasprotovanja oziroma blokad stranke Levica toliko zamaknil, ne? A si kaj razmišljal, da vseeno pač pustiš ta vroč kostanj svojemu nasledniku? To je pa razlika med politikantom in pa državotvornim politikom. Če bi razmišljal politikantsko, potem bi bilo vsekakor oportuno, da bi to prepustil svojemu nasledniku in bi si upravil roke. Ja. Vendar se mi je pa zdelo odgovorno pa državotvorno, da to naredim. Ne nazadnje je bil to postopek, ki je tekel več let in ga je bilo na nek način potrebno zaključiti. In druga pomembna stvar, ki se pozablja, te stvari so bile strokovno utemeljene, podprte strani Slovenske vojske, torej enostavno povedano, stroka je za to stvarjo stala, medtem ko je pa na drugi strani predsednik vlade podlegel politikantstvu Levice. No, ampak si rekel, da boš razložil, ne, zakaj Slovenija potrebuje to vrstne oborožitvene sisteme, pa kar izvoli, povej. Ja, v osnovi prvič se moramo odločiti, ali vojsko želimo imeti ali ne. Če odgovor da, želimo imeti, potem jo moramo seveda ustrezno opremiti. In danes je šla tehnologija naprej, tako da vojaki ne hodijo več peš, ali kot so v preteklosti na konjih, ali v nekoliko bližnji preteklosti na tovornjakih s ponjavami. Danes se vojaki iz točke A v točko B prevažajo v oklepnih vozilih. Pika. Torej, če hočemo slovensko vojsko imeti, potem slovenska vojska tudi potrebuje oklepna vozila, da odpravimo to razpravo o tem, ali je pametno kupovati neko staro železo, kot se rado namiguje in kot se rado govori. Če se odločimo, da bomo po Levičino demilitarizirano območje, potem seveda vojske ne potrebujemo in tudi ne oklepnikov, če pa vojsko imamo, pa potrebujemo oklepnike. Zdaj, kakšen tip oklepnikov? Naša ekipa je na prvo mesto dajala varnost vojakov. Zato smo kupovali vozila z najboljšo zaščito. Ker ko se bo karkoli zgodilo narobe, pa Bog ne daj, ampak v vseh teh letih, ko so slovenski vojaki delovali na različnih misijah, hvala Bogu, nismo imeli nobenih tragičnih preizkušenj. Ampak verjemite mi, ko se bo to prvič zgodilo, in slej ko prej se enkrat bo, ker je pač taka narava vojaškega poklica, bo prvo vprašanje, ali je politika naredila vse, da so te vojaki imeli primerno opremo. In takrat mora biti odgovor da. In zato smo mi v danih okoliščinah izbirali predvsem vozila, ki imajo ustrezno zaščito. In to je v danih okoliščinah bil Boxer. In še en pomemben element, ki ga je potrebno dodati, ta Boxer je evropske proizvodnje, tako da s tem podpiramo tudi evropsko obrambno industrijo, ne nazadnje podpiramo tudi slovensko obrambno industrijo. Malo ljudi ve, da je za podjetja, ki delajo Boxer, to sta Artek in pa Rheinmetall, slovenska obrambna industrija v preteklosti naredila že za 50 milijonov evrov poslov. Zdaj vprašanje je, kaj se bo z vsemi temi podjetji in pa vsemi temi posli zgodilo in kako bo ta stvar tekla v prihodnosti. Skratka, tukaj je šlo tudi za pomembno vključitev slovenske in pa evropske obrambne industrije. In še tretja stvar, zaradi slabih izkušenj iz preteklosti, ko nam javni razpisi niso šli najboljše in so se potem stvari klavrno končale, primer Patrije, naprimer, smo sedaj zato zaprosili mednarodno evropsko organizacijo, ki se reče OCCAR, ki te stvari dela profesionalno, strokovno, da te stvari, te postopke nabavne odpelje namesto nas, da se izognemo vsem korupcijskim tveganjem. Torej, odločitev za Boxerje je bila strokovna, podkrepljena z vojaškimi nasveti in z vidika varnosti vojakov je bilo to najbolj, kar mi vojakom lahko ponudimo. Od tu dalje se pa lahko pogovarjamo. Ja,
predlagam, da se vseeno še malo pogovarjamo o tem. Zdaj, pod vprašanje, ko si ravno omenil to korupcijske tveganje, ne, lahko smo brali v tedniku Mladina, da naj bi posel bil peljan preko te organizacije OCCAR, bil samo obvod, ne, da podjetjem, ki proizvajajo ta oborožitveni sistem, ne bi bilo treba podpisati protikorupcijske klauzule. Kako na to odgovarjaš? To je popoln nonsens, smešno in žalostno pač nekega resnega novinarstva. To je zelo resna mednarodna organizacija z visokimi etičnimi standardi in tukaj so vse stvari natančno predpisane in tudi določene. Če hočete, od administrativnih stroškov, razvojnih stroškov, vse se zelo jasno predpiše, kako stvari tečejo in tukaj ni nekih stranskih obvodov. Ker če bi to bilo res, ker trdijo v mediju, ker ste ga izpostavili, potem verjemite mi, da se za ta mehanizem ne bi odločale naprimer Britanija, Nemčija, Nizozemska, Španija. Vse velike evropske države sodelujejo s to organizacijo in tudi preko tega mehanizma izvajajo posle. Zdaj, predno si vzamemo krajši premor, samo še tole vprašanje. Eden izmed očitkov je tudi, da naj ta konkretna verzija oklepnika ne bi bila preizkušena v boju. Kako je pa s tem? To je pa še ena zabloda in smešna trditev. Doslej je bilo proizvedenih okrog 900 boxerjev in te boxerji so služili tudi v Afganistanu, torej so bili preizkušeni v bojih, če hočete, ali pa na bojišču v Afganistanu. Je pa jasno, da vsaka država, ko naroči to vozilo, si želi neke posebnosti. V kakšnih posebnostih govorimo? To ne gre, da je vozilo popolnoma drugačno, ampak da se recimo držala za puške, ki so v vozilu, prilagodijo na puške, ki jih uporablja neka država, ko vsaka država uporablja nekoliko različne puške. Da se v vozilu vgradi komunikacijski sistem, ki ga uporabljajo tudi druga vozila neke vojske. To so pač neke nacionalne prilagoditve, ki se delajo za posamezno državo, ampak v veliki meri, v grobem pa to vozilo ostaja za vse države enak. In tudi tukaj je tista ta glavna prednost, da na količini, na masi znižamo stroške, ker veliko držav naroča ta tip vozila. In vsekakor ne gre za neke prototipe, o katerih je govoril predsednik vlade. Prav tako se pretirano izpostavlja tukaj v Sloveniji neke litvanske probleme. Naša ekipa je bila v Latviji, z njimi je komunicirala in vse, kar so povedali, so dejali to, da gre za normalne postopke in zaplete pri uvajanju vojaške tehnologije v uporabo. Vidim, da tematiko odlično poznaš, kar je tudi prav, glede na to, da si bil resorni minister. Predlagam si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam uvid, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem aktualnih političnih vprašanj s predsednikom Nove Slovenije, Matejem Toninom. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami je še vedno naš posebni gost, poslanec in predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. Pogovarjava pa se o aktualnih političnih vprašanjih. Matej, da ne bova cele oddaje porabila za te oklepnike Boxer, sam še dve vprašanje bi imel zate na to temo. Zdaj, kar se tiče te famozne pogodbene kazni, 70 milijonov smo ugotovili, da je v pogodbi ni, ne? Tako da o tem ne bi preveč zgubljala besed, ampak samo tole še. Zdaj, končna cena, ker bilo je tudi očitano, ne, da seveda s tem še ne zadostimo NATO standardim, tudi če nabavimo teh 45 oklepnikov, in pa kaj aktualna vlada potem sploh načrtuje kot alternativo, če od tega posla dejansko odstopi. Izvoli. Te razprave in debate o tem, kako naj bi vse skupaj stalo 2 milijardi in kako da je nabavljenih premalo vozil, so namenjene temu, da se ustvarja vtis, kako je šlo vse narobe. Ampak dejstva so pa naslednja. Mi smo se zavedali naših finančnih in tudi kadrovskih omejitev, kar pomeni, da smo stvari razdelili na 3 različne faze. Mi tudi, če bi v tem trenutku nam nekdo podaril 130 oklepnikov, jih enostavno ne bi mogli popolniti z ekipami, torej z vojaki, ki bi s temi vozili upravljali. Zaradi tega smo tukaj načrtovali postopnost in načrtovali smo jo do leta 2035 in je bilo tudi vnaprej napovedano, da bo teh 45 oklepnikov prva faza in potem bo zatem sledila druga faza. Zagotovo pa to ne bi stalo 2 milijardi evrov,
ker če že naredite preprosto matematično operacijo in teh 45 vozil, ki bodo stala 281 milijonov evrov, pomnožite s 3, nikoli ne pridete do teh 2 milijardi. Tako da je to umetno napihnjena številka zgolj zato, da se ustvarja vtis, kako je šlo za drago nabavo. Kar se pa tiče, ker ste izpostavili same alternative, so pa te alternative, ki so se doslej v javnosti pojavile, izjemno slabe. Kar mene žalosti je to, da je država ali pa če hočete ministrstvo za obrambo pripravljeno varčevati na varnosti vojakov. Torej, da zato, da bomo nekaj privarčevali, bomo za vojake kupili slabšo zaščito. Zelo zanimivo bo takrat te razprave spremljati, ko bo, bog ne daj, šlo kaj narobe, takrat bo seveda na mesto vprašanje, ali je bilo vredno in kakšno ima človeško življenje ceno, ali je bilo vredno, da smo na zaščiti varčevali. Rosomaki, ki se omenjajo, pa pogledajte, to je poljska kopija Patrie, gre za starelo vozilo prejšnje generacije, ki se je proizvajala do leta 2020, ne proizvajajo jih nič več, tudi Poljakom naslednje leto poteče licenca, tako da bi rekel, kot da bi golfa zamenjali za zastavo. Mislim, da sem povedal vse. Ja, zanimivo. Bomo videli, kako se bo zadeva naprej razvijala, posebej še, ker je Levica koalicijska stranka in če bo vlada zgolj zamenjala en tip oklepnika z drugim, potem se bo res za vprašati, čemu je služilo tisto njihovo nasprotovanje temu poslu od začetka. Absolutno, lejte, tukaj je treba reči še to. Predsednik vlade je bil jasen, ker v javnosti se ustvarja vtis, da smo se zdaj oklepnikom odpovedali, da je v tej krizi jih ne potrebujemo, ampak predsednik vlade in vlada se ni odpovedala izgradnji srednje bojne bataljonske skupine. Dejali so zgolj, da bodo kupili druga vozila. In bo to zelo zanimivo spremljati, češ kako zdaj slavimo, da je bil odpovedan posel za 281 milijonov evrov, potem bomo pa kupili 130 oklepnikov za milijardo evrov. To bo zelo politično zanimivo spremljati, kako bo Levica to pogoltnila. To bomo še videli, ko se bo zgodilo, ampak predlagam, da greva zdaj mogoče na kakšne bolj vsebinske teme. V stranki Nova Slovenija ste predlagali nekaj ustavnih sprememb, ki se vsaj meni zdijo zanimive tudi za naše gledalke in gledalce. To je bil tudi, če povem po pravici, poglavitni razlog, da sem te povabil v oddajo, pa bi zdaj rad, da pač predstaviš te ustavne spremembe. Zakaj ste recimo vi se odločili, da jih predlagate? Je to bila neka zdaj hipna odločitev, ali že dalj časa o tem razmišljate in kaj v bistvu s temi spremembami želite doseči? Izvoli. Vsaka družba je neka živa materija, vsaka država prav tako in leta prinesajo tudi določene izkušnje in pa določena spoznanja, da nekatera področja potrebujejo popravke. In zagotovo po 30 letih delovanja Slovenije je na nekaterih mestih potrebno popraviti ustavo. In mi smo se lotili tistih najbolj perečih, ker bi lahko bistveno izboljšali naš družbeni sistem. To je bilo naše vodilo. Pri tem seveda nismo odkrivali tople vode, ampak smo na nek način pobrskali, kaj je bilo v zadnjih 30 letih že iznešeno na različne ustavno-pravne razprave, kaj je tisto, kar potrebuje spremembe. In če grem po vrsti, ena izmed stvari, ki je recimo še nekoliko bolj sveža, je razprava o bodočem ali pa potencialnem novem volilnem sistemu. S tem sedanjem smo vsi nezadovoljni, na nek način se očita, da imajo stranke prevelik vpliv, da imajo ljudje premajhen vpliv na izvolitev poslancev. Potem smo najprej poskušali z ukinitvijo volilnih okrajev, pa smo bili za las prekratki, ni ustrezne večine za večinski sistem, ni ustrezne večine za kombiniran sistem. Zaradi tega mi prihajamo s predlogom, da bi namesto teh sedanjih 8 volilnih enot ustanovili 18 volilnih enot, v kateri bi izvolili po 5 poslancev. Kar pomeni, da bi bila Slovenija teritorialno razdeljena na 18 enot, to pomeni, da bi bili vsi deli Slovenije relativno dobro zastopani, da ne poslušamo tistih očitkov, da pri 8 volilnih enotah se vse koncentrira zgolj v mestih ali pa v urbanih središčih, ampak da je 18 enot vendarle tako teritorialno razdeljena Slovenija, da vsak del Slovenije dobi za svojega zastopnika. In številka 5 je tudi tako majhna,
da potem lahko volivci relativno enostavno izberejo tistega kandidata neke stranke, ki ga želijo. Torej, da imajo oni odločilni vpliv. Ne, da stranka predlaga ljudem v sili nekega kandidata, ampak da ljudem predlaga 5 kandidatov in da oni s preferenčnim glasom izberejo tistega, ki ga želijo. Torej, s tem našim predlogom na nek način ohranjamo proporcionalni volilni sistem, damo pa volivcem odločilen vpliv na izvolitev poslancev in hkrati poskrbimo za to, da so vsi deli Slovenije v parlamentu zastopani. To je prvi tak predlog. Če greva na drugega, je imenovanje vlade. Vse veste, da je včasih zelo smešen ta slovenski sistem, ko imamo v nekem obdobju predsednika vlade, ki vlado ima, pa predsednika vlade, ki vlade še nima in je v nekem prihajanju. Skratka, zelo nenavadna dvoživka. In tukaj mi predlagamo, da enostavno za izvolitvijo predsednika vlade se v celoti izvoli tudi listo ministrov. Torej, ko je izvoljen predsednik vlade, so hkrati izvoljeni tudi ministri, s tem, ko podpreš predsednika vlade, podpreš tudi ministersko ekipo. In v formalnem smislu bi to storili, da predsednika vlade izvoli parlament, seveda ministersko ekipo pa na predlog predsednika vlade formalno, ne more reči ne, procesno, formalno imenuje predsednik republike. Tretja sprememba je vloga državnega sveta. V tem državnem svetu je bilo preletega že veliko črnila, nekateri so za ukinitev, nekateri za povečanje pristojnosti. Naše stališče je, da takšno, kot je danes, je na nek način najslabša možna varianta, ker nima neke realne moči, tudi ko pokaže neko moč, ko da nek veto, parlamentarna večina v državnem zboru to za veliko lahkoto povozi. Hkrati naš predlog tukaj je, da dajmo se resno pogovoriti o vlogi državnega sveta. Mi smo za 2 varianti, obe dve smo pripravljeni. Ali da ga ukinemo, ali pa da mu povečamo pristojnosti in mu damo nekoliko več manevrskega prostora. Potem četrti predlog se pa nanaša na imenovanje sodnikov. Bi rekel, da če sta šla zakonodajna pa izvršna veja oblasti čez neko tranzicijo vseh teh 30 letih, se pri sodni veji nekaj bistveno zgodilo. Tukaj je zagotovo najbolj problematično imenovanje, ker v sodnem svetu imajo še vedno večino sodniki, torej sodniki praktično imenujejo sami sebe. Tako da en del predloga gre v smeri, da bi v sodnem svetu sodniki izgubili večino, bi seveda še vedno bili prisotni v sodnem svetu, ampak ne bi imeli več večine, da bi imeli sodniki poskusni mandat, 5-letni poskusni mandat, preden so trajno imenovani. In potem pa pridemo še do takih čist redakcijskih popravkov, da morajo biti vsi pravni akti objavljeni v uradnem listu, seveda v elektronski verziji, ker zdaj nekateri recimo predpisi niso, o čem govorim, recimo zlasti zdaj, ker so blizu lokalne volitve, občinski prostorski načrti so zelo zahtevna materija, ki ima veliko kart in nekih legend in te stvari je zelo enostavno ali pa poenostavljeno objavljati v elektronskih uradnih listih, ne pa na nekih objavah, mapah, oglasnih deskah na občinah. Gre za kar širokopotezne, se mi zdi, ustavne spremembe. Zdaj navajeni smo, da slovenska politika v glavnem se pač gre za nek boj za oblast, za bolj, ko bi rekel, hipne cilje ali pa kratkoročne. Zdaj, koliko je sploh pripravljenosti pri drugih političnih strankah za neke take širše ali pa dolgoročnejše ustavne spremembe? Vemo, tudi ti si že omenil, pri volilnem sistemu se je zmerom znova zalomilo, vi ste temu dodali še kar nekaj drugih stvari. Kako kaže s tem? Ste že kaj testirali pri partnerjih političnih v parlamentu, njihovo pripravljenost, da se sploh začne debata o teh stvareh? Po moji oceni mora to razpravo opraviti vsaka odgovorna politična stranka. Mi smo to poletje izkoristili za to, da smo najprej znotraj stranke upravili poglobljeno razpravo. Moram reči, da je bilo v samem uvodu ali pa na začetku naše razprave teh predlogov še celo nekaj več, ampak potem smo se osredotočili zgolj na tiste, ki imajo 100% podporo poslanske skupine. Ker poslanska skupina je tista, ki bo zagotavljala glasove, da bodo do teh ustavnih sprememb prišli. In to smo tudi javnosti transparentno predstavili.
Seveda jaz pričakujem, da bodo podobno storile tudi druge stranke in tam bomo videli, kje je nekje presečišče interesov in pa želja in tiste teme se bodo seveda odprle in v ustavno-revizijskem postopku se bo potem ta stvar preverila, ali je zadostna večina za neke konkretne spremembe. Saj veste, težave so največkrat v podrobnostih, v načelnem smislu se še marsikaj da dogovoriti, ampak potem, ko pa prideš do detajlov, se pa marsikaj zakomplicira. Verjetno ste pa pripravljeni na kakšne kompromise, ne? V smislu, da ne vztrajate pri celotnem paketu, ste tudi pripravljeni, če bo zadostna večina, politična volja, posamezne spremembe sprejeti. Zdajte, pri ustavnih spremembah mora biti vsakomur jasno, da ne pride v poštev kakršnokoli izsiljevanje, da ne pride v poštev, da vztrajaš samo na svojem, ker potem je jasno, da ustavnih sprememb ne bo. Morda jih tudi v preteklosti ni bilo, ker je vsak trdno vztrajal na svojem in ni bilo neke politične modrosti, da pa vendarle je treba za korak naprej kot država včasih sprejeti tudi kakšne kompromise. Zdaj, če bo ta volja v tem mandatu, potem bodo te ustavne spremembe mogoče, če pa ne, bomo pa še vedno se ukvarjali z nekimi napakami našega sistema, ki nam predvsem tratijo čas, pa nas delajo manj učinkovite. Je pa današnji svet zelo konkurenčen, zelo hiter in vsak čas, ki ga kot država izgubimo, je izgubljen čas za vse nas. Ja, zdaj navajeni smo iz preteklosti, kar zadeva ustavne spremembe, nekako dveh pristopov se mi zdi. Eden je bil ta, da se je ustanovila neka posebna skupina, v katero so stranke pač imenovale strokovnjake, ki je potem usklajevala te predloge oziroma pripravljala predloge za politično odločanje, ne. Po drugi strani pa pri spremembah volilnega sistema, ne, ki jih je zahtevalo ustavno sodišče, je pa aktualni predsednik republike nekako vodil to inicijativo. Zdaj, meni se zdi, da noben od teh načinov ni ravno optimalen, se tudi o tem razmišljali, kaj na kak način sploh pride do nekih rešitev, ker vemo, ne, roko na srce, politični mandati so kratki, formalno 4 leta, navajeni smo v Sloveniji, da včasih tudi krajši. Kako zdaj sploh prideti skozi nek proces do teh nekih skupnih rešitev, ki bi bile zrele potem za sprejem? Kot sem dejal, prva stvar je, da vsaka politična stranka pri sebi upravi realno, resno, poglobljeno razpravo, katere so tiste ustavne spremembe, ki imajo podporo in ki jih želijo. Ja. In šele potem, ko to vemo tudi, katere so presečiščne teme, kje se nakazuje neka dvotretjinska večina in potem, ko to vemo, se ustanovi ustavno komisijo, ki potem začne pa pripravljati konkretni predlog za ustavno spremembo. To je edina pot, ki bo obrodila sadove. Če greva zdaj na aktualno politično dogajanje, mogoče še malo nazaj, ne? Zdaj, nekaj mesecev ste že v opoziciji, Nova Slovenija, ti si spet poslanec, nisi več obrambni minister. Je bil ta prehod težek ali si se hitro prilagodil na to prejšnjo vlogo, da tako rečem, ki si bil mogoče bolj navajen kot pa tega, da si minister? Priznam, da je bilo kar težko. Težko je bilo zlasti z tega vidika, da si tam vpet v neko vsakdnevno rutino, da se ogromno stvari dogaja, da je intenziteta dogodkov izjemno velika, potem pa se to kar na neki točki preseka in ne bom nikoli pozabil 3-4 dni potem, ko sem predal dolžnosti naprej in sem se sam sebe zalotil, da ob 2-3 popoldne sem imel za tisti dan že vse stvari narejene in potem sem imel kar nekako slabo vest iti ob 3 popoldne že domov, češ, gotovo je nekaj z mano narobe, zakaj in tako hitro domov, pa me je potem doma žena potolažila, da normalni ljudje načeloma delajo 8 ur in da se bo treba pač na neke nove okoliščine počasi navaditi. Se ravno misel reči, da verjetno družina ni imela nič proti, ne? Da si zdaj manj obremenjen. Ampak tole me zanima, zdaj Nova Slovenija pač je dosegla, se mi zdi, zavidljiv rezultat na teh zadnjih parlamentarnih volitvah, v bistvu ohranila, če ne povečala podporo, dokazala na nek način, da se lahko obdrži kot samostojna politična stranka tudi v tem mega spopadu, v narekovaju med recimo SDS-om pa Gibanjem Svoboda. Kako je zdaj po volitvah, ste verjetno kakšno analizo že opravili,
ali računate, da se boste lahko obdržali oziroma ukrepili skozi ta mandat, če ostanete v opoziciji, imate recimo dostop do medijev in tako naprej. Kako zdaj ocenjujete v stranki vaš trenutni položaj? Ja, mi smo najprej po volitvah naredili tisto prvo preliminarno analizo, potem smo stvari še malo pretuhtali, premislili, pustili jih še odležati čez poletne počitnice in zdaj v začetku septembra moram reči, da smo naredili večdnevni posvet in se v stvari poglobljeno zagrizali in jih analizirali. In moram reči, da zdaj, ko gledamo nazaj, je bilo to naše 3. mesto velik uspeh. Ko se spominjamo, v kakšnem sovražnem okolju smo delovali, ko vse, kar smo naredili, je bilo interpretirano in predstavljeno kot nekaj slabega, da od 4 koalicijskih partnerjev sta praktično 2 izpadla iz parlamenta in da smo v teh okoliščinah uspeli ne samo zadržati, ampak celo povečati poslansko skupino, se zdaj kaže kot velik uspeh. Jaz mislim, da ključ od tega uspeha je bila zagotovo prodorna, energična in pa učinkovita ministrska ekipa. Če tega ne bi imeli, bi najverjetneje tudi bil drugačen rezultat. Prihodnost naprej je pa zdaj opozicijska, kar pomeni, da se bomo mi temeljito pripravili na to, da bomo po naslednjih volitvah lahko seveda tudi ponovno prevzeli dolžnosti in pa vodenje države. Tukaj bomo vse sile osredotočili v to, da bomo ljudem dokazali pa pokazali, da ni nič hudega, če podprejo Novo Slovenijo, da se ne bo zgodilo nič dramatičnega, da smo popolnoma normalni ljudje. In je to praktično še edino, kar v zadnjih letih v tem političnem sistemu nismo preizkusili. Vemo, kaj se zgodi, če državo ali pa vlado vodi SDS, vemo tudi, kaj se zgodi, če jo vodijo leve stranke, nismo pa imeli še priložnosti videti, kaj se zgodi, če jo vodijo krščanski demokrati. Jaz mislim, da bomo dokazali, da smo povezovani, predvsem pa, da smo učinkoviti in to je tisto, kar Slovenija v prihodnosti potrebuje. Ampak predno recimo do tega pride oziroma do naslednjih volitev, če bojo redne ali pa predčasne, kar nekaj ljudi, političnih analitikov tudi v Sloveniji je ocenjevalo, da bi aktualni premier Golob storil bolje ali pa bolj prav, če bi namesto Levice vzel vlado Novo Slovenijo, se pravi, da ne bi šlo za neko blokovsko vlado, ampak neko širšo vlado širšo podporo. Zdaj seveda vemo, tudi dogajalo se je že, da je kakšna koalicijska stranka izstopila iz vlade med mandatom. Če do tega recimo pride, pa vas premier Golob povabi v vlado, boste spet premislili z prejšnjim premierjem Šarcem, ste na neki točki prišli že kar daleč, pa potem ni prišlo do dogovora. Mislite, da bi se zdaj dalo pa vseeno to izvesti, da recimo vstopite tudi v vlado, ki je ne vodi SDS oziroma Janez Janša? Poglejte, mi vsako povabilo v vlado jemljemo resno. Zanimivo je to, da v zadnjih 10 letih, pa ne je šlo za Jankovića, Cerarja, Janšo, Šarca ali pa to so bili te, ki so nas v zadnjih letih vabili. Mi smo se na vsa ta vabila odzvali in k stvari resno pristopili. Zdaj pri gospodu Golobu se je prvič zgodilo, da Nova Slovenija niti ni bila povabljena na ta pogajanja za oblikovanje vlade, ker je tudi svojevrsten in pa zgovoren podatek in odgovor vsem tistim, ki nas pozivajo zdaj, češ, kako bi bilo dobro, kako bi bilo normalno, če bi bila v tej vladi Nova Slovenija, ampak predsednik vlade Golob se je zavestno odločil za Levico, tako da to gre dejansko na njegov račun. Bistveno pa je, da mi gremo v vlado, če mi ocenimo, da lahko pretežni del našega programa tudi uresničimo. Mi ne bomo šli nikoli v vlado, ker bi bili figov list, mi ne bomo šli nikoli v vlado, ker bi bili zgolj neke vrste prevesek. Mi želimo iti v vlado, ker bomo resen igralci in ker bomo lahko tudi v stvareh soodločali. To nas zanima, da bomo pa samo fasada, te stvari nas pa absolutno ne zanimajo. In glede na vaše izhodiščno vprašanje, če bi jaz bil na mesto gospoda Goloba, bi definitivno povabil neko stranko z druge strani političnega prostora, tudi zaradi tega, da se napetosti v državi nekoliko stabilizirajo, pomirijo, da glede na okoliščine delujemo bolj povezano, bolj enotno, ampak gledajte, tako bi ravnal jaz, gospod Golob se je pač odločil drugače. Še zadnje vprašanje oziroma tema, predsedniške volitve so tako rekoč pred vrati. V Novi Sloveniji ste kar nekaj časa čakali, se mi zdi, s tem, da ste pač
imenovali svojega kandidata, zdaj kandidata za predsedniške volitve imate, Janeza Ciglerja Kralja, tudi bivšega ministra. Zakaj ste toliko časa čakali in zakaj ste se odločili za to, da greste s svojim kandidatom na predsedniške volitve? Čakali nismo zelo dolgo, smo pa stvari temperali pač na začetek volilne kampanje in to zaradi preteklih izkušenj. Iz izkušnje, ko je za predsednika republike kandidiral Lojze Peterle, smo se naučili, da če prehitro vstopiš v volilno kampanjo, ki je zelo dolga, lahko na koncu te kampanje tudi upešaš. Tako da je primeren vstop tudi pravilno. Poglejte recimo zadnji primer, Marta Kos se še je pred poletnimi počitnicami izdela kot predestinirana za predsednico republike, praktično, da je nič pri tem ne more ustaviti. Danes je ni niti več kot kandidatke. Ja. Celo v državi, menda ne več, ne? Tako. Švico, ja. Tisti, ki so danes prvi na anketah, vprašanje, kje bodo čez 2-3 tedne. Tako da mi smo v kampanjo vstopili pravočasno, energično, naša ekipa je motivirana in jaz sem prepričan, da se bodo tudi odstotki Janeza Ciglerja Kralja v prihodnjih tednih krepili. Z vsakim soočenjem bo boljše, ker se mi zdi, da je tudi to njegov močan moment. Kaj pa recimo odgovarjate tistim, ki bi rekli, kot kaže tudi zdaj ankete, pa glede na moje ocena šibko konkurenco z drugega političnega pola, da ima Anže Logar kar velike možnosti, da pride vsaj v drugi krog, da pač vi ne ogrožate te njegove boljše uvrstitve s tem, ko imate svojega kandidata. Vendarle je verjetno vam bližje on ali pa njegova kandidatura kot pa kakšna druga v tej predsedniški tekmi. Mi v ničemer ne ogrožamo Anžeta Logarja. Bistveno je to, da s to kandidaturo Janeza Ciglerja Kralja celo izboljšujemo možnosti bloka, ker tudi ena izmed ključnih stvari, zaradi katere smo se odločili, da v to tekmo gremo, da nas je veliko ljudi spodbujalo, da praktično ostajajo brez svojega kandidata in da so se resno poigravali z mislijo, da na te volitve sploh ne gredo. Tako da mi vsekakor celotnemu bloku, če hočete konzervativnemu bloku, delamo uslugo s tem, ko smo ponudili praktično 2 različne kandidata, kjer vsak volivec lahko najde tistega, ki mu je bližje in s tem zagotovo preprečimo to, da bi nekemu levičarskemu kandidatu uspelo stvari dobiti že v prvem krogu. Razumem. V redu, volitve bojo relativno v kratkem času, bomo videli, kako se bo ta vaša strategija obrestovala. Za danes pa najlepša hvala, Matej Tonin, poslanec in predsednik Nove Slovenije, za gostovanje v naši oddaji. Od vas, gledalke, gledalci, pa se poslovimo čez hip. To je bil intervju s poslancem in predsednikom Nove Slovenije Matejem Toninom, sicer pa že 770. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas napovedali, kdo bo novi predsednik Slovenije. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.